Pozdravljeni! V tokratnem komentarju velike nagrade Združenih držav Amerike kar nekaj zanimivih tem, katere moramo obdelati. Začnimo seveda z Lewisom Hamiltonom, z njegovim 6. naslovom svetovnega prvaka, njegovim 2. mestom in zmago Valtterija Bottasa. Mnogi bi lahko pričakovali, da v tisti zadnji fazi dirke, nekje tam okrog 12. kroga pred koncem, bi lahko v ekipi Mercedes zamrznili položaje. Mogoče bi s tem žrtvovali mesto Valtterija Bottasa, a verjetno zmage Lewisa Hamiltona ne bi ogrozil nihče. Videli smo, kako se je razpletlo na koncu, da Max Verstappen pač ni bil dovolj hiter, da bi ga ogrozil. A to so le teoretične zadeve, praksa je pokazala drugače. Pri Mercedesu so bili bistveno bolj športni, ko so videli, da je bil Valtteri Bottas bistveno hitrejši od Lewisa Hamiltona, so mu dali proste roke tudi med njima. Ni bilo kakega velikega spopada, športno sta se dajala. Videli smo, kako je Lewis Hamilton tudi zaprl linijo Valtteriju Bottasu ter ga prisilil, ga je pospremil malce izven proge, a brez dotikov, brez kakih velikih nešportnih dejanj. To se pravi, tudi pri Mercedesu vidimo kot ekipa, ko so osvojili tiste cilje, katere so se jih zadali, se izogibajo teh moštvenih ukazov. Lepa poteza, kljub vsemu, da bi lahko dosegli, bom rekel, naslov svetovnega prvaka zmago. Odločili so se biti športni, kar je pohvale vredno. In prav tu velja omeniti strategijo. Strategija, kot sem povedal že v prejšnjih prispevkih, je bila ključna, bistveni element pri tej dirki. A če pogledamo, kaj je predlagal Pirelli pred dirko in če pogledamo, kaj se je zgodilo na dirki, vidimo presenetljive rezultate. Namreč, že tisto strategijo, ki jo je Pirelli označil kot drugo najhitrejšo, smo videli pri Lewisu Hamiltonu, da se je na koncu izkazala kot ena izmed najboljših variant. Zakaj ena izmed najboljših variant? Kljub temu, da je bil le drugi in je imel na koncu velike težave, ne smemo pozabiti, da je štartal na 5. mestu. In s tem, ko je štartal na 5. mestu, je s to strategijo tudi prehitel Maxa Verstappena, kateri je bil bistveno bolj spredaj od njega. In seveda, tu se vidi, kaj nam kaže Pirelli, da mnogokrat, po mojem osebnem mnenju, nalašč ne odraža prave slike, kajti tako bi lahko a. pokvarili vso zabavo, ki jo imamo pri dirki, in b. bi lahko izdali marsikatero skrivnost, katero imajo ekipe. Čeprav tu, po mojem osebnem mnenju, se moramo zavedati nekaj. Strategijo na 2 postanka so imeli v začetku v planu pri Maxu Verstappenu in Red Bullu. Mercedes Valtterija Bottasa, kot sem že omenil, jim je sledil. Medtem ko so Lewisa Hamiltona imeli na tisti bolj, bom rekel, varni strategiji, katera naj bi domov prinesla rezultat in posledično naslov. Ne smemo mimo debakla pri Ferrariju. Videli smo 2 ločeni, bom rekel, epizodi, katere moramo obdelati. Prvo, Sebastian Vettel. Sebastian Vettel že na začetku dirke ni bil v pravi formi. Porazen štart in tudi v tistih prvih fazah, kot da ne bi imel dodatne moči pri izhodu iz ovinka, pri tistem pospeševanju. Po uradnih izjavah naj bi imel težave z oprijemom na zadnji osi. Videli smo tudi potem odstop, ko je polomil tiste ročice zadnjega vpetja. A, sprašujem se, ukolikor težava ni bila na tistem hibridnem delu pogona MGU-K, je možno, da so ga pustili pri skuderiji Ferrari na progi, kljub temu, da so vedeli, da ima neko okvaro, nekaj polomljenega na zadnjem vpetju, sam osebno ne verjamem. Tisto, kar smo videli na robniku, je stvar, ki se dogaja, ko se hoče pregrobo čez robnike in pride do določenih resonanc. Druga točka je Charles Leclerc. Charles Leclerc, ne smemo pozabiti, da je imel na svojem bolidu tisti pogonski sklop specifikacije 2 stari z ogromno kilometrine in videlo se je v kompletni dirki, da z njegovim ritmom pač ni mogel parirati tistim tam spredaj. Gre za to, da je imel po mojem osebnem mnenju omejeno število vrtljajev, ni mogel izkoriščati tistega pogonskega sklopa do konca, kajti nevarno je bilo, da bi ga pustil na cedilu. In rezultat, ki ga je prinesel domov, gledano generalno na vse skupaj, niti ni tako slab. Pri Red Bullu ne bi smeli pričakovati kaj več od tistega, kar so dosegli. Enkratna dirka, praktično spravili so v težave Mercedes, kar je tudi lep rezultat. Pri Albonu, kot ponavadi, smo videli rahlo napako na začetku dirke, kar je nekako tudi pričakovano, a s svojim bolidom ni izgubil tiste mirnosti in pripeljal domov rezultat.
Tiste, ki velja omeniti kot posebno zanimive, seveda v tisti drugi skupini so pri tovarniški ekipi Renault in pri McLarenu oboji z obema bolidoma v točkah. Ampak zdaj, če pogledate situacijo med McLarenom in Renaultom, bo lahko marsikateri gledalec, marsikateri navdušenec razumel, zakaj sem jaz tako entuzijastičen glede projekta bolida tovarniške ekipe Renault. RS19 mi je bil odzmeraj zanimiv, naredil sem tudi poseben odgovor na vaše vprašanje, zakaj to. In videli smo, ko vse deluje tako, kot je treba, je rahlo superioren tistemu, kar vidimo pri McLarenu. Problem je v tem, da mnogokrat več stvari ni delovalo na tem bolidu. Tako da vidimo, da tisti malce manj kompleksen, malce, bom rekel, manj ambiciozen bolid, ki je McLarenov bolid, je dosegel bistveno več točk skozi celo sezono. A ko vse deluje, je slika lahko malce drugačna, podobna tiste, ki smo videli na veliki nagradi Združenih držav. In na koncu za ta komentarij treba omeniti še Danila Kvyata. Praktično drugič na 2 zaporednih dirkah je imel trk v zadnjem krogu, dobil kazen in je bil zaradi tega izključen iz tistega območja, ki prinaša točke. Se še kdo sprašuje, zakaj ni dobil možnosti še enkrat nastopiti za Red Bull, ko so Pierrea Gaslija odmaknili iz te ekipe? Jaz se tega ne sprašujem več. Danil pač ima svoj nivo, dokazal je, do kje lahko seže in kljub tistemu 3. mestu na veliki nagradi Nemčije ni pravi material za Red Bull, po mojem osebnem mnenju. No, to je bil hiter komentar tistih ključnih dogodkov velike nagrade Združenih držav. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.